ChatGPT-jem sem mozgala ta teden oziroma prejšnji teden oziroma čez vikend, kjer nov video bi lahko za vas ustvarila in sva namozgala, da sploh ne bi bilo slab, če bi govorila o alienih, v vesoljskih NLP-jih, v UFO-jih v Sloveniji. Kaj češ lepšega? Kdo bi si mislil, da se bo toliko tega najdel? Iskreno, ChatGPT mi je nekaj dosti pomagal, ker mi ful malo primerov najdu, oziroma še to so bili kakšni res čudni ali pa napačni, tako da sem jih sama zbrskala. S pomočjo določenih slovenskih kanalov, ki jih bom tudi vam povedala tukaj v videu, da jih boste sami lahko pogledali in preučili detajle in jim verjamete ali ne. Dobrodošli na Elen kanal, jaz sem Elen mama, Alenka Trogrlic z vami, dobrodošli prvič, stotič, kakorkoli že. Če še niste, se naročite, zdaj pa gremo čim prej v ta vesoljski video. A ste vedeli, da je Slovenija kljub svoji kokošji majhnosti prizorišče številnih nepojasnjenih pojavov. Od nenavadnih luči na nebu do skrivnostnih srečanj v odročnih, predvsem odročnih krajih. Danes bomo raziskali naša dežela, morda portal za neznane leteče predmete. Ok, ta uvod mi je ChatGPT napisal in je pa res, o teh stvarih bomo danes govorili. Začeli bomo kar z enim posnetkem. Posnetek 1 torej. Ta posnetek ste ga zdaj gledali, sem ga dobila iz kanala UFO Slovenija, oziroma tukaj na ekranu imate ta screenshot, kater kanal to je, itak ima ful mal naročnikov in vsega, ampak ima pa ogromno enih vesoljskih videov. Je pa ta posnetek poslan iz telefona od ene punce, Pine, ker tudi če gledaš na kanalu, ta video je zraven zvok in se sliši, da je skupaj, mislim, da s fantom v avtomobilu in potem se probata res ujeti ta NLP in hočeta bolj počas ali hiter ali kakorkoli že, hočeta ga dejansko ujeti na kamero in se vidi, da sta dejansko presenečena, tako da je bilo nekaj nenavadnega na nebu, karkoli že to je bilo, to pa sami odločite. Drug posnetek, gremo kar naprej vas bombardirati s temi random posnetki, ker pač se sami odločite, kaj si mislite. Ta drug je zraven enega ptiča, vidimo ta NLP, tak ful konkreten tle, jaz tudi če bi to na nebu videla, si ne bi mogla misliti, da je lahko kaj drugega kot NLP, ker je res čuden in shiny. Ne bomo pa danes govorili samo o posnetkih, ampak tudi o nekih pričevanjih in videnih, tako da gremo kar na tretji primer, ki bi ga rada omenila, in sicer primer videnja NLP-ja iz Trente. 1997 leta je prišlo do tega videnja in tudi zato mogoče nimamo lih slik in posnetkov. Takrat mislim, da še unih ceglastih telefončkov ni bilo ali so že bili. Ta predmet takrat je videla očividka Svetlana in ga je opisala kot temen objekt z več lučmi, ki se je premikal na dolino, preden je potem zginil za hribom. Se pravi, gre za eno bolj odročen del Slovenije, nekaj, kar pač verjetno veliko ljudi takrat niti ni videl, pa še to je šel poje za hrib, tako da zanimivo je bil pa ta primer zelo pokrit tudi v medijih, takrat v časopisih, v novicah itd. Zdaj valjda smo že pozabili na ga, ampak ja. Klasično takrat, ona je to povedala policiji in tudi marsikateremu raziskovalcu, ampak so valjda to zavrnili z nekim skepticizmom oziroma se mi zdi, da takrat je bilo to itak totalno nesprejeto, pa pod kar jaz obstajam in smajli in mame, pa končno vsi verjamete v vesoljce. Hecam se. Hočem reči, da zdaj je končno to potrjeno iz vseh možnih strani, uradnih znanstvenikov, vlad in vsega po celem svetu, da basically nismo sami. Zdaj, kaj si vi mislite o tem? Komentirajte valjda pod ta video, jaz pač meni se zdi, da nismo sami. Zdaj, da bomo gibala, ali so na nebu večinoma, ali so v vodi, zdaj že govorijo, da so večinoma alieni v oceanih, ne vem, niti me ne zanima, ker res nič ne vplivajo name, če ne bojo prišli nam davke popravili ali neki, mi res ni toliko pomemben. Gremo naprej na četrti primer. Nenavadne luči nad Slovenijo marca 2025. A že vemo, o čem bom govorila? Une modre spiralaste luči, ki so bile na nebu. Jaz sem neki storijo sem videla na Instagramu in sem bila ne, a se to pri nas dogaja, a je Project Bluebeam, ali je končno nek jasno viden UFO pri nas. To je bilo zdaj, prejšnji mesec, marca 2025, bolj konc marca, in je bilo to videno iz več delov Evrope, ne samo pri nas. Pri nas so ga pa videli tako Ljubljana, pa je Ptuj, kakor vem tudi Kamnik, tako da iz več različnih delov, ampak pa je zelo malo časa to trajalo. Tako da laki tisti človek, ki je to videl, ker jaz ob tisti uri zvečer ne bil na balkonu, ker me zebe. Po poročanju Euro Weekly News so priče opisovale svetlečo spiralno kroglo, ki se je vrtela na nebu, nato pa je izginila v večjo svetlobno točko.
Zdaj ne vem, a so samo slike in posnetki, tako da zgleda modro ali vijoličen, ali je bilo v resnici samo belo, pa je na nebu izpadel modro, ne vem. Napišite tisti, ki ste videli, pošljite mi kakšno sliko, ker mi je bilo ful fascinantno. Ta modra spirala naj bi se tudi premikala po nebu, ne bi bila pri miru, za mi je res žal, ko to razlagam, da je nisem videla, in naj bi jo opazili. Nad Litijo, nad Ljubljano, Šmarje pri Jelšah, tudi Prvi Pavi, Ptuju, na Dolenjskem itd. Krogi naj bi bili vedno večji, torej naj bi se premikala in večala, potem pa naj bi kar naenkrat izginila. Sicer nenavaden pojav, ki ima pa čisto logično razlago, in sicer ni neka spiralna galaksija ali pa UFO, ampak je posledica izstrelitve rakete. Danes se ful gibam. Ful je še zgodaj, veliko energije imam še. Ok, ta skrivnostni objekt oziroma stvar na nebu tudi ni oddajala zvoka, ker je bilo mogoče še bolj eerie. Potem je bila pa na Meteo Info Slovenija končno tudi razlaga objavljena, oziroma recimo, da to je razlaga in da ji lahko verjamemo, in sicer da gre za posledico izstrelitve rakete SpaceX, Elon Musk pač. Torej, misija SpaceX Falcon 9, kjer je booster P1092 uspešno izvedel svojo drugo misijo. Tako da basically to, kar ste videli, ali pa kar ste videli vsaj po slikah kasneje, ali pa na storijih v ljudi, ni bila dejanska raketa ali pa nekaj, ampak samo odsev te rakete, samo ne... Kako bi to rekla? Izpušni plini, ki v zgornjih plasteh atmosfere ustvarjajo fascinantne spiralne strukture, ki so vidne tudi več 1000 kilometrov stran. Dost amazing drugače. Gremo kar naprej na ne vem kateri posnetek že. 4. posnetek in na nov primer UFO-a. Tukaj pa vemo oziroma zvemo, da gre za trikotne oblike NLP. To mi je zanimivo samo z vidika, ker se večkrat pojavlja UFO, da ga vidijo v trikotni obliki. Ni pač to osamljen primer, velikrat vidijo tudi v obliki nekega kvadrata, pravokotnika, kaj na hiša, tako da res prehajajo v vseh možnih oblikah. Karkoli že imajo to tehnologijo, te alieni so res zanimive. Je pa ta video, kot lahko tudi vidite, iz centra Ljubljane, spet iz Ljubljane, in to sred dneva, tako da ga je tudi težje dejansko videti. Gremo naprej in govorimo v opaženih na območju Ilirske Bistrice. Ne bi se mislili, ampak baje je Ilirska Bistrica znana po tem, da se tam ogromen tega videva. Zakaj to območje ne bi bilo značilno po tem, da ljudje zelo pogosto vidijo svetlobne pojave na nebu? Tako da tisti, ki ste iz Ilirske Bistrice ali pa iz okolice, roko gor, komentirajte, če se to res dogaja in če ste kdaj kaj videli in če sploh veste, da se ne bi to več dogajalo pri vas. Po večmesečnih poročilih so bili leta 2019 zabeleženi nenavadni svetlobi pojavi v Ilirski Bistrici, kjer so priče opazile neznane objekte na nočnem nebu, ki so se premikali tudi v nenavadnih vzorcih. En od prič na primer je poročala, da je videla to svetlobno neko obliko, ki se je premikala na nebu in je potem zginila in je potem spet prišla izza hriba. In verjamem, če si sred tako, ne toliko, a veš, ni lih veliko mesto in da tam sred noči, ki si navajen samo zvezde videti, ker nekrat vidiš neko svetlobno kroglo ali trikotnik, se začne hitro in nenavadno premikati in zgine in pride in veš, da ni letalo, veš, da ni ne vem kaj, valjda je človek čist began. Jaz bi ful rada, by the way, to enkrat v življenju videla. Res bi bilo fun. Ena od teorij, kot vedno, govori o tem, da gre za uporabo in preizkušanje in neka nova vojaška plovila in neke secret projekte. Ne vem sicer, zakaj bi pri nas to bilo, mogoče, da bi letali samo nad nami, ker je malo manj ljudi in malo manj težav potem s tem, ampak ne vem. Spet druga teorija je pa valjda, da je to NLP, da so to neznani leteči predmeti, vesoljci z visoko tehnologijo, ki letijo nad nami in nas preučujejo in raziskujejo in opazujejo že basically, odkar Zemlja obstaja. Naslednja stvar, o kateri se še peta v Sloveniji v povezavi z alieni, vesoljci in NLP-ji, je to, da imamo ogromen in razvejan kraški svet, podzemni svet in od nekdaj že od mitologije iz ne vem kdaj velja, da je ta jamski svet, ki je tako skrivnosten povezan z vesoljci ali pa z drugimi svetovi. Z drugimi svetovi zaradi tega, ker bi lahko bili to portali v drug svet, ker noben ne gre to globoko, ker je mistično, ker ne vemo, kaj tam je, ali pa ker so mogoče kdaj kaj tacga najdel v jamah, da vejo, da je nekaj tam skrito potencialno, lahko je portal v drugi svet, lahko so vrata v drugi svet, lahko ne vem kaj. Ali pa opcija B, da noter skrivajo alieni svoje ladje, zaradi tega, ker spet ljudje ne rinemo tja dol tako pogosto. Čeprav v Sloveniji
Sloveniji veliko jamarjev, ker rinejo te jame, tako da mogoče nekaj dobra ideja, sploh kakšni Postojanski ali pa Škocjanskih itd., ker so tako huge in turistične, bi težko jih kaj skrili. Imamo še 5 posnetek, ja, več kot očitno je spet iz centra Ljubljane, v bistvu bolj severno baje se nahaja in se vidi, kaj ena svetleča, lebdeča krogla, ampak tako bliskajoča se, pa miruje na nebu. Tam je en izmed tako najbolj kvalitetnih posnetkov in mi deluje res tako. Ne vem, kaj bi drugega bilo, napišite vi, kaj mislite, da bi lahko bilo. Je pa to Ljubljana 2020 poletje. In gremo še na 6. posnetek, ki je pa meni osebno najbolj zabaven, poglejte si ga. To trikotnik, ja? Ja, ne? Trikotnik, ja. Kaj je to? NLP. Ne znam, NLP čakam. Kako hitro se to premika, Vidiš? Kdo te je to? Kako je to veliko? Si videla zdaj to? Ful mi je dobro, ker te 3 ljudje, ki govorijo o tem posnetku, so tako navdušeni, ti popolnoma nič ne vidiš, ker so po pomoč zgrešili popolnoma, kaj snemajo. Ampak slišiš iz debate, da so navdušeni nad trikotnim letečim predmetom, ta malo sprašuje, kaj to sploh je in zve, da je to NLP in potem se sprašuje, koliko je velik dejansko, ker očitno je izgledal velik. In ata in mami ali babi in dedi se totalno strinjata, da je to NLP in da nič drugega ne more biti. Totalno jim verjamem, ker so res tako navdušeni, tako da ful mi je dobro, ker so bili tako šokt, da so snemali preč od tega, samo temo vidiš. Ampak ja, vse, kar nam ostane za konc, so samo še slike, ki sem jih povzela iz enega drugega YouTube kanala in sicer Jabolko 13, imate tudi tukaj screenshot, da greste lahko k njemu pogledati, da ne kradem zaslug. On ima pa zelo zanimive slike, ki so bile tudi posnete v Sloveniji in tudi mi je zelo všeč, da niso lih najslabše kvalitete, glede na to, prva, ki jo gledate, je iz Novega mesta iz leta 2010. Zgleda precej ta clear, jaz sem v Novem mestu živela 1 let, ampak ne takrat, tako da če ga je kdo takrat videl in slikal, ne komentira. Potem naslednja slika, ki jo gledate, je iz Krapje pri Ljutomeru, torej, čeprav vem, gremo bolj gor proti Visoki Štajerski leta 2007. Naslednja slika, ki jo gledate, je Krško 2008. In ostajamo še vedno na Dolenjskem, ker imamo sliko iz Brežic in sicer iz leta 2010, se pravi, videa je slikan z nekim digitalcem ali navadno kamero, ampak mi je ful smešen, ker se vidi, da je tukaj lih koruza raste, in da je en folk verjeten koruzo robutal in jih je nekdo fotkal in potem je gor v zadju tako NLP. In basically je po moje ta NLP sam hotel dol pristati in v koruzi narediti une ekscentrične kroge, a veš, ki jih vesoljci tudi delajo in v bistvu niso mogli, ker so na koncu sam fotobombali te ljudi, ki so hoteli sam sliko narediti. Anyways, veliko se norc delam, ampak še zmeraj mi je ful fascinantno vse to. Se pravim, I'm alien mama, valjda da verjamem, da nismo sami. Zdaj pa, kaj vse to na nebu je pa lahko itak milijon stvari. Lahko so NLP-ji, lahko so vojaški preizkusi, poskusi in nova orožja in orodja, lahko so letala, ki sploh ne vem, da obstajajo, lahko so pa samo neke vizualne varke, a veš. Že če imaš ti nočno kamero prižgano, ko snema tvojo okolico hiše in bo ena muha mem letela, se ta muha ful zableščala pod lučko in bo izgledala, da je NLP. Tako da, velika ti lahko neka varka. Who knows? Glavnem, a ste si mogli misliti, da je Slovenija polna enih nepojasnenih primerov nebnih pojavov? V glavnem, komentirajte, kaj mislite, če ste kdaj kaj doživeli, velikrat mi kaj v privat sporočila pošljete in kdaj so dobri posnetki, kdaj so obupni posnetki, kdaj je samo ena pika na nebu in jaz to res ne bom razločila, ali je zvezda, ali je NLP, ali bilo kaj. Tako da to je to za ta video, dragi moji. Hvala, ker ste gledali Alien Mama Out. Se gledamo naslednji petek verjeten. Pridni bote, radi se imejte. Aj, čau. Bye!